Kaj? Sveče se ne vidi. Jaz hočem, da se vidi sveča, zaradi tega, ker je to v najenki sveča po fuliši. Mi dva snemamo danes Q&A. Pitbol sem. Dala smo post na moji story, da lahko vprašate karkoli o nama, ampak ne skupaj. In nabralo se je itak spet ful vprašanj. A veš, da je mislim, da glih pol leta, ne, a je pol leta? Ne, Ne, ni še pol leta. Ni, avgusta smo delali. No, v glavnem, na vsake par mesecev delamo Q&A. Zanimanje je očitno. Mislim, se smo mi dva dala predlog tega. Ja. Zdaj, a veš, delamo to na vsake toliko cajta, pa se bo videlo, Zelo zanimivo. koliko se razvija, koliko se mi dva razvijamo kot človeka, koliko bomo čez 50 let pogledala za nazaj. My God, kakva smo bila stari. Ja. V glavnem, vprašanja, ful jih je, ful. Jaz sem začela kar na začetku. Kam bi se preselila, če bi imela možnost kamorkoli? Nikamor, doma v Boston. Jaz se na tvojem mestu strinjam. Mislim, jaz bi se pa preselila sam. Kar desi. Ok, prijem jutro. Ja, nekaj. Ja, thanks. Za Tomaža. Ali je bilo vse na ljubezen po domače zaigrano? Ne, jaz sem bedak tako drugačen. Ja, to je res. Katera je vajna najljubša žival? Vsak pove svoje. Pingvin, kako se reče, ona mačja panda, rdeča panda? Mačji panda. Ja. Pomem rada mačke, kaže, vidre so mi ful cool, pa lame, valjda, pa rakuni. Glede na to, da si omenila mačke, Ja. jaz sem skozi sanjal, imam rakuna, ki je ampak rakun ni spet velika mačka, rakun je medved, spada v rod medvedu. Skozi sem sanjal o tem, da bi imel ful veliko mačk. Mačke se ful rade crtajo, se pravi, tu spada, ne vem, gepard, lev, tiger, leopard. Ti bi dejansko to bil? Puma. Ja, ker mačke so ful crtljive. Ja. In jaz že tako obožujem živali, ki se rade crtajo. Ne, zdaj, rakun, tudi medvedi so naj bi bili ful crkljivi, sam rakun se vidi, da je malo Ja. lahko crtaš tako zdaljave, tukaj je vseeno zver. Baje, da je ful crkljivi so pa recimo medvedi, levi in to, če se navadajo, ne vem za medvedi, to sem narobe povedal. Medved je lahko tudi ful crkljivči od malega pri tebi, ampak medved je še zmeraj spada v rod medvedu in medvedi so poznani potem, da lahko naravno reagirajo. Medtem ko pa mačke so ful crkljive že v naravnem okolju in če imaš, ne vem, leva doma, pač igrač. No, očitno bomo imeli leve. Ne, imamo zaenkrat rakune. Ja, enkrat. Sem ti že povedal, da lamo poišči, pa je lahko leva iskati. Ok, bom. Zdaj ste slišali, ima domačo nalogo, poiskati mora mačko. Mačko. Lamo. Lamo, ti me medeš. Lamo, zato ker danes sem jo obljubil, da bo šla ven kidati hnoj, sam je dež pri nas in mehla. Naslednjič. Pa šla je v brda, na kmete, brez gumijastih škornjev. Ja, kaj pa, jaz se nisem z mesta, mogo bi mi reči. Ja pa, ja razmišljaš malo. Kaj naj razmišljam, ne vem jaz, kak je to. Si predstavljaj se njo v delovni obleki, tuta, pajac, pa na traktorju. Ja, to je bilo ful cool. Ste videli, kaj je rekla? Ja. Bomo videli, če bo naslednjič imela opremo. Kdaj ima to moj rojstni dan? 10. marca. Sem pa že star koz. Ja. Koliko si star? 25. Še Malo vedno. 26. Še vedno. Kaj je vajna najljubša hrana? Moja najljubša hrana je sushi, obviously. To že te kosi vejo, bolj jih ti zanimaš. Kaj je tvoja najljubša hrana? No, jaz sem ti to že povedal, glede na to, da sem kmet, da imam doma govejo živino in da pač jo imam samo zaradi tega, da pač lahko ljudem ponudim domače, sveže in okusno, da moram reči, da sem zelo velik ljubitelj mesa. Točno določenega mesa. Ja, jaz pa. Ti si pa vegetarijan. A imata že otroke? Ja, mala. Dva. Kaj mala? Ja, 2 otroka že imamo. Ne, kaj govoriš? Ja. Ja, mala. Pa še imela bomo spomladi novo. Ja, imala 2 skakača. Ja, to je res. Ja, pa jaz imela kravico. Ja, spomladi, lahko boš imela že jutri kravico, lahko je že imaš danes, ko ni šla še pogledati. Ja, ne, hočem imeti malo. Sej, lahko je danes kakšna nova. Oh my god. V glavnem imama Sherlocka, Johna, pa imela bomo Elizabeto. A ni lepo ime? Ja, eno Elizabeto, in ko jih poveš? Pa Elizabeta II, pa Elizabeta III, Elizabeta Velika, Viktorija... Kak je bila? Lahko bi nekaj drugega naredila. Henrik VIII. Da so vse krave rjave. Ja. Lahko tebi kupijo eno črno vmes, pa jo poimenuješ Elizabeta. Ja. Črna ovca. Ne, ampak jaz bi... Lej, vsem kravam daš taka ful kraljevska imena, ne vem.
biku daš ime Henrik VIII. Krave, danes naprej ste pečeni. Ja, zdaj, ko bom kupoval novega bika, tako da že vidim. Henrik. Ja, ker je bil kralj, ali pa ne vem, moram res tako da ima nek naziv, nek Henrik VIII. No, od zdaj naprej bojo tu najbolj znane krave v Sloveniji, ki bo imeli v pedigreju tako. Bom rekel, jaz sem pa kupil potomku Elizabete Velike. Spremljajte profil od Eko Limuzin, ki tam bo. William, pa Harry, pa bosta imela ženo, pa bosta Kate, pa Meghan. V glavnem, kul imena, ne? Jaz se kač pol gledam Krono, zato. Točno, ena krava bo Diana. Veš kakšno naporno delo bo imel zdaj Medo? Medo zdaj pazi navadne krave. Jaz bom imel kraljevske krave. Ja, rada gledata porniče. Ne gledam porniče. Ti govor za sebe. To je za odrasle. Ali imata kaj skupnega? Čist nič. Ja, dva puščavska skakača, ki bosta crknil naprej razlej. Ja, ampak... Zdaj, ko bo prišla spet nazaj, ne vem, kaj bo imel maček samo še repom z ust. Ampak kaj imamo midva skupnega? Recimo zadnjič, ko sem bila v Perli, smo naročila oba dva sadni čaj, kar okej, v redu je, pač slišala sem jaz naročila sadni čaj. Jaz nisem nekompliciral. Pa smo šla pa tortice gledati in smo isti čas rekla, da bomo zahrco, tako da pač imamo zelo podoben okus. Jaz nisem hotel tiramisu. Vseeno si izbral isto, od vseh 7 drugih tortic si izbral isto kot jaz. Pa smo šla v Ikeo, smo izbirala iste stvari za stanovanje. Čak, ti zdaj malo prehitela. Čas. Ne, mislim, tako pač, no, kaj ti je všeč, to mi je všeč, kaj bi ti imel, pač na tak način. Ona sam sanjam, sam vedel, da tega ne more. No. Kdaj si se s Tomažem spoznala? No, da čujem, kdaj smo se spoznala. No, povej, datum, uro. Ne. Pa kje? To ne vem. Spoznala sva se, ne vem točnega datuma. Vem, da smo šli gledati film o Eltonu Johnu. Vedel si datum. Vedel sem samo sam. 27. maj. Ok. Kako je pa to bilo? Jaz in ona sva se zmenila, da se dobiva na kavi v Ljubljani. Midva z Urbanom sva pa šla v Ljubljano malo tako pohajati, lumpat. Pičke lovit, hočeš reči. Ok, hotel biti nežen. In pač smo se z njo dobili na kavici. Kje? V BTC-ju. Kako se reče tam? BTC? Ja, ampak kjera kavarna? Nimam pojma, ne poznam. Pri Mici. Ok, pri Mici v BTC-ju. In ona in Ana sta rekla, da res gledati film. In jaz in Urban sva pomela vstopnice za tisti film, ampak je Urban zajebil in je mislil, da je ta film ok, pardon, sem se napačno izrazil. Urban se je bil vas zmeden. Za sračko. Ja, kot je Urban, tako pač Urban. In je mislil, da je ta film naslednji dan, da gledam tu gledati z enimi drugimi kolegi. In zgodilo se je, da smo imeli vstopnice in da smo bila v Ljubljani in da smo imela dve punci, ki sta nam pač lahko družbo delali. Tako da smo postali v kinu. Dve punce, ki sta vama družbo delali, ne, midve smo originalno šli film gledati, vidva sta bila pa spremstvo. In nažalost je bil moje spremstvo Urban, mislim, ti si bil pa Ani spremstvo, Jaz sem se s tabo zmenila, da gremo v kino. Ti si zajebala. Ne, Ana je zajebala, ker se je med nami najosebila. Ne vem, kaj sta vidve imeli, v lanem jaz sem pač film odgledal. Je bil dober. Se zjokal. Ti si se zjokal? Jaz sem se jokal. Ne vem, zakaj pač jokal. Oh, cute! No, skratka, in ja, tako sva se spoznala in pa sva se zmenila, da pač jaz sem tisti dan bil vrst zmeden, ker se mi je spletna stran sesuvala, če se spomnim. In pač... Pa še gumatir? Pa ja, pa z drugim avtom sva bila, ker je bil še en problem, da sva vzrobmujela v Ljubljano, ker mi je guma na avtocesti počela. Nimam slabe gume, nimam slabega avta, ampak to se meni dogaja, ne da se zgodi, stalno. Karma. Ja, pač tako je. Če ne bi bil kreten tam? Ja, v lanem, no. In je bilo tako in sva se imela, da greva še enkrat na kavico, ne? Ja. In potem sva pač, jaz sem se, ko sem sadje vozil, sem se v Velenje peljal, tisti dan sem pač ostalo v Velenje in sem šla na kavico in tam sem se pač bolj zahodila pozno noč. Ja, bila smo od 8 zvečer do 3 zjutraj sem bila na kavici. Na kavici? Dejansko? Sedela smo na pomolu. Ja, prej smo bila na kavici in pa smo sedela na pomolu, ampak dejansko smo se sam pogovarjali. Ja. Dejansko, ne vem, kdo kaj mislil drugega. Niti dotikala se. Ne, sam en nasprot drugega smo sedela in se pogovarjala od 8 zvečer do 3 zjutraj. Tudi tu naj vam bo dober vzor za dober zmenk. Fantje in punce. Ne se kar takoj zaklepa. A ima Tomaž narejeno srednjo šolo? Ne, žal, jaz sem naredil pač 4 leta osnovne šole, na eni podrugi, osnovne šole v Kojskem.
Pol je bilo zajetno dobro, ampak mi ni zneslo več. Osnovno šolo sem končal z prav dobrim uspehom, ampak sam 4 leta. In na srednjo in faks nisem. Čakaj, ti si bil 8 let. Jaz sem bil 8 letka, ampak jaz sem en razred preskočil. Tako da jaz sem šel iz 4. v 6. Oziroma iz 5. v 7. Ja, to ste ona čudna generacija. Ja, zajeba. Ampak ne, nisem prišel do tam. Pač tam je bil preskok, pol nisem šel in sem ne bil samo osnovno šolo. Drugače, po poklicu sem pa kmetijsko-podjetniški tehnik. Kmetijsko-podjetniški tehnik. Spet posebna generacija, edina generacija, ki smo bili kmetijsko-podjetniški tehnik. Pred nami so bili kmetijski tehniki in za nami so kmetijski tehniki. A vi ste pa... Kmetijsko-podjetniški tehnik. Mi smo generacija 1994, zajebana generacija, ampak najboljša generacija. Čudna generacija. Ali se kaj kregata skozi? Jaz ne da bi... Ne, v bistvu, midva, kadar smo v živo, midva se nikoli ne kregamo v živo. Prek Facebooka se pa... Ne, lejte. Ne da se kregamo, sam pač problem je v tem, da Mestna deklica in ne razume. Mestna deklica ne razumi neč. Ko delam. Ne, mislim, slušaj. Problem je v tem, da kadar kdorkoli od naju poskuša drugmu kaj dopovedati preko Facebooka, ni zraven tiste, pač ne vidiš čustev, ne vidiš obraza, ne vidiš mimike in je ful hitreje, da se folk skrega. In pač to priporočam tudi vsem vam, kadarkoli pride do tega, da je kaka frka, whatever, se pokličite, pa se zmenite. Magari, če se ne morate takoj poklicati, počakajte, da se pol slišite, pa da se zmenite. Jaz ti zdaj to poskušam dopovedati, da bom midva zdaj to prakticirala. Ker se nočem več kregati prek Facebooka. A tu se pa krega. Ti inak za vsako stvar nekaj se napihneš. Ti mi tudi težiš. Jaz tebi Ja, mi težiš. Ženske. Moški. To je fudoro. V katero žival bi ti spremenila Tomaža in v katero bi Tomaž tebe? Jaz bi tebe spremenila v lamo. Sem bil taka ful scartana lama, zaradi tega, ker lame so ful mehke in pa bi bil scartan in bi se lahko cartala, ker bi bil tak mehek. Jaz bi tebe spremenil v puščavskega skakača, zato da bi te lahko zaprl v kletko in ne umiral. Fuck off! A ne bi rekel, jaz sem od puščavskih skakačev nima šmera. By the way, če kupujete puščavske skakače, to so ful glasne živali po noči. Zato si jih pa dobila. Thanks. Njena dva puščavska skakača sta ful lepa okrogla, to me je poslušala in jim je dala kaj zajeti. Misliš, da kaj kepice, male, tako Ja, to. če imate živalce, dajte jim zajeti. Pa če sem kupila te v Premium Pet v Celju ali nekaj takega in sta bila malo shujšana. Mal. In Kostnik koža je bila. niso mi dali prave kletke, niso mi dali prave bedding, tako se reče. In pač res, mislim, da se ona ženska ni glih toliko spoznala. Šele zdaj imajo prave kletke za skakače, tako da sem šele zdaj pač vzela to pravo. Prej sem imela pa res za hrčke, pač ni bila za skakače. Skakač rabi, ne vem, tokle rabi vsaj peska, da lahko kople noter in pač... In se imate zdaj ful dosti. Jaz zdaj sta tako srečna. Vidim, kako imajo doma, pač, ko kupijo skakače, ne vem, tukaj imajo se majhne kletke in to, tisto ni njih. Če že imate živalce, poskrbite za njo, če ne, ne umem. Pa definitivno ne poslušajte tistega, ko vam prodajajo v trgovini. Pejte na internet, pejte si prebrati, kako pač skrbeti za žival, zaradi tega, ker ne vejo trgovina dejansko. In dajte tudi dosti razmisliti, kaj hočete imeti. Ja. Hočete imeti, ne vem, lahko vam je všeč hrček, ampak razmislite. A boste imeli hrčka, a imate čas, a imate prostor za njega, a boste imeli zajčka, a boste imeli podhanco, karkoli pač razmislite. Načeloma tudi za psa. Če kupujete sorto psa, pejte pogledati, kako imajo lastnosti, osebnost, whatever, zaradi tega, ker ne moreš imeti, ne vem, nekega ful divjega psa, ko zahteva ful, ne vem, državni leta, ne vem, kjer je kakva taka pasma. Ne vem, kot da si kupiš, kaj se vem, nemškega ovčarja, v bistvu si pa ti ful len in se ti ne da ven, daj si pa vzem lenga psa, mopsa, francoza. Pes, ki zahteva recimo toliko dosti, če želedava teba, je husky, Ja, evo recimo. je čau-čau, Ja. je akitaino, to so psi, ki so toplokrvni, ne vem, je argentinska doha, to so psi, ki zahtevajo dosti. Če pa si kaja, Ja, rabiš pa francoza, kot cel dan spi. tako, ali pa pomerančka, ki nali 5 korakov, pa že zmatra. Ja. Tomaž, ti je kaja lušna? Ne, Pa daj no! ne, kaj ni ljub. Ja, zato imaš lečila, ko daš to dolje, pa kot da bi prišel pošasti za mare. No, za vprašanje za mene, kaj jaz čutim do Tomaža. Samo sovraštvo. Torej, kakšen odnos imate? Prijateljski.
Dober prijateljski odnos. Jaz drugih frendov nimam v lifeu, posem njega trenutno. Kakšna se tebi zdi Kaja in dobra? Meni se zdi Kaja tako mestna punčka, razvajena punčka, srtana punčka. A sem bila včeraj razvajena pa strtana, ko sem ti pomagala? Si pa res dosti pomagala. Kar si rekel, pa tudi kar nisi rekel, sem ti pomagala. No, to je res. Ostali stvari pa ne vem, mi moraš povedati. To je res. Sva se zmenila, da naslednjič bo imela polno opremo za nakmet. Ja, in ni mi problem. Zdaj sem srtana punčka, to je bil zdaj test, ampak ni še opravljen, ker nisi imela opreme. Če bi imela opremo, bi ti lahko dal delal. To je zato, ker moram nekaj zapraviti, pizza. Ne. Ne morem jaz tebi dati, da si mi ti kot fina dama tam te dati odred. Kaj je pomembno? Zapomnite si, varstvo pri delu je najbolj pomembna stvar pri vseh opravilih. Je tako? No, kak se pa ti meni zdiš? Ukazovalen. Jaz imam vse prav, jaz vse vem, jaz sem najpametnejši. Ne, zdaj pa pretiravaš. Par stvari povem, kako lahko to vidi, da sem imel prav. Jaz si povem, da sta kakača shujšana. Sej imaš pogosto prav, sam ene stvari... Jaz priznam, če kaj nimam prav, ene stvari imam pa tudi jaz prav. Ja, jaz priznam. No, jaz te priznam, da imaš ti kdaj kaj prav, pa da jaz kdaj nimam prav, pa ti priznaš, da ti kdaj imaš v glavnem. To je super. Vse se mi zdi, mislim, cool je, razen enega detajla. Kjerega? Da si bil na ljubezen po domu. Sej pa je, da se nekaj zapletaš, tudi ti zdaj spet v tiste stvari. To je to, kar si me ti zapletel. Dobro, to pustimo še, ker ne vemo še nič. Tomaž, če bi imel eno možnost, da bi osvojil Kajo, kjera bi to bila? Kaj bi naredil, da bi me osvojil? Predvidevam, da to pomeni, ker ne razumem vprašanja. Aha, okej. Če bi imel eno možnost, jaz imam kar hočem, sam jo nočem. Jaz imam kar hočem, sam jo nočem. Ne, pač zaenkrat se prepuščam toliko dohodka. No, kako bi me osvojil? Kam bi me pelal, pa kaj bi naredil? Ne vem, če bi pač imel namen pelatni zmenk, bi te peljal nekam, kjer bi imela mir, na kakšno večerjo ali pa na kakšen tak kraj, kjer je mir. Zdaj ne bi te peljal ne vem kam v gost, da bi imela strah, da bi te ne vem kaj nabril tako. Pač nekam na mirno lokacijo in tudi, da bi se lahko lepo pogovarjala in bi pač se prepustil toliko noči. Skratka, ne hitu, neč prepustil in stvari pridejo sam po sebi. Kjer je džentleman? Ali je Tomaž plešast? Ne. Ja. Imam lase, ampak tle imam luknjo, to je pač prvo je hensko. V družini imamo, po mamini strani so vsi sivi, tako da imam že nekaj sivih las. Sem reč, da ti nisem preštela. Po očetovi strani so... Ti imaš vedno bolj temne lase, bej. Ja, po očetovi strani so vsi plešasti. Ampak je tudi res, da sem tu plešavost dosti pospešil s tem, ko sem bil v vojski in v vojski nosiš pač stalno kapo na glavi. Pač kapa se premoči skozi in imaš pač kapo in mokre lase spodaj. Še hujše pa čelado. No, tako da Tomaž ni plešast. Torej, zdaj končujem prvi del tega vlogmasa, ker je prvi del Q&A s Tomažem. Hvala, da ste ga gledali, če vam je bil všeč, mu dajte en like, če vam ni bil všeč, ignorirajte, pa da dajte tudi dislike, I don't care. Komentirajte kaj in vidimo se jutri v delu 2 tegale vlogmasa, tega Q&A. No, še manj.